tle pri nenasilni komunikaciji je povabilo k temu, da pač gre za ta zorni kod, da je v bistvu vsak naš komunikacijski odziv je poskus zadovoljevanja nekih potreb, ne glede na to, na kakšen način se izražamo. Gre bolj za razumevanje forme jezika, ki smo se je naučili, ne? To so neki specifični elementi jezika, ki jih uporabljamo. So nam zelo poznani v smislu obtoževanja, okrivljanja, diagnoze, evalvacije. In da znamo pogledati na ta program, da ga znamo razpoznavati. Recimo, to je neka prva faza, da sploh razpoznamo ta jezik, ki smo se ga naučili. In te specifične elemente, to se lahko dela z nekimi preprostimi vajami, ne vem, pisanje recimo, ne. In zdaj, če imamo to razumevanje, ko to lahko razpoznam in ne polno verjamem temu jeziku in gradim na tej kapaciteti, da lahko vzpostavim stik s telesom, ne, potem lahko pridem do drugačnega odziva. Spravi, da se zavedam, ok, to je moj naučen jezik, to sem jaz naučil. Te mišljenjske vzorce lahko spreminjam. Ljudje ne razmišljamo vsi na isti način, ne. Veliko ljudi po moje tudi sploh ne zna razlikovati med mislimi pa občutki, pa sploh ne zna razlikovati med občutki pa potrebami. Kot se mi zdi neka čisto taka osnovna razlikovanja osvojiti. To, da lahko vzpostavim stik s telesom, ne. Aha, to čutim, ne vem, to je bolj podobno frustraciji, bolečini ali pa neki radosti, odprtosti, da znam zaznavati. In tle govorimo o temu jeziku, občutkov in potreb. Se pravi, sta dva jezika v bistvu, ne. En je ta šakali, ta program tega obtoževanja, kot sem prej povedal, drugo je pa, kaj se skriva v ozadju tega programa, kaj se skriva v mojem telesu, v bistvu jezik telesa. Zato lahko potem tudi na isto sporočilo gledamo iz različnih zornih kotov, ne. In zato iz tega vidika, ko se enkrat naučimo gledati na isto sporočilo iz različnih zornih kotov, da ne samo verjamemo tem besedam, ampak smo sposobni tega pogledati, kaj se dogaja izza besed, potem naenkrat žalitve nehajo obstajati. Ker so žalitve zgolj forma jezika, ki jo neka oseba, ki jih uporablja kot nek tragičen poskus, s katerim skušajo zadovoljiti eno izmed svojih potreb, ampak so toliko izgubili stik s sabo, s svojim čustvenim svetom in svojimi potrebami, da tega ne znajo izraziti na drugačen način. To je nekako ta drugačen komunikacijski lup, ki nam ga ponuja pač ta pristop.